En lep pozdrav strani Tehnoparka Celje, kjer že 4. leto organiziramo mednarodni festival robotike in umetne inteligence. Festival kar dolgo traja, ne? In sicer začeli smo že 12. marca in festival bo vse do jutri, torej 22. marca. Festival zajema različne aspekte robotike, tako od umetnosti, industrije, rehabilitacije in zdaj smo dali pa tudi poudarek na humanoidne robote in danes se bomo pogovarjali pa o aplikativnosti humanoidnih robotov. Prvi vikend vedno nekako damo poudarek bolj na umetniško robotiko, ker imamo tudi vedno mednarodne goste. Umetnika sta žal že odšla, ampak njuna dela sta pa še vedno v parku. Mislim, da imamo letos tam okrog 40 projektov, seveda robotskih, z umetno inteligenco. Letos je novost tudi, da predstavljamo tudi slovenske inovacije, ki bi tudi mogoče, ker jih robotika izpostavlja, da imamo tudi v Tehnoparku Sportbota. Gre za edinstvenega robota, ki ga je naredil mlad startupovec Toni Ulčar in gre za robota, s katerim v bistvu lahko igramo tenis, ne. Kar je posebnost tega robota je, da se na tenis igrišču premika, ne. In to naj bi bilo nekaj edinstvenega in narejeno v Sloveniji. Tudi spodaj v parku lahko vidite kar nekaj interaktivnih robotskih instalacij in vse so v bistvu narejene v Sloveniji s slovenskim znanjem, ne. Razno umetniška 2 dela, ostalo pa v bistvu se predstavljajo tudi umetniški kolektivi, podjetja, raziskovalne ustanove. Tako da v bistvu na področju robotike se v Sloveniji kar veliko dogaja, ne. Jaz vedno rada izpostavim podjetje Yaskawa, ki je tudi danes z nami. Bodo tudi sami mogoče več potem na okrogli mizi povedali. Podjetje Yaskawa je eno izmed največjih podjetij industrijske robotike, japonsko, in so nekaj let nazaj v Sloveniji postavili edino tovarno, kjer tudi izdelujejo robotske roke, postavili so jo v Kočevju. Sedaj nastaja iz tega še distribucijski in logistični center za celo Evropo. Ne zaostajamo pa tudi s humanoidnimi roboti. Tako da je v Sloveniji tudi kar nekaj podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem aplikacij za humanoidne robote. Poleg Inštituta Jožef Štefan so danes z nami na primer iz podjetja HIP-projekt, ki bodo po tej predstavitvi demonstrirali tudi njihove humanoidne robote. Jaz sem pa res zelo počaščena in zelo se veselim tega današnjega predavanja, kajti mi se vsako leto zelo trudimo, da bi našli predavateljice z področja razvoja robotskih aplikacij. Roboti posegajo na vsa področja našega življenja, ne. In se nam zdi prav, da tudi imamo dekleta besedo, da smo v bistvu zraven pri razvoju tako pomembnega orodja, tako pomembnih tehnologij, kot so humanoidni roboti. Tako da sta danes z nami mladi raziskovalki, študentki iz Inštituta Jožef Štefan, z oddelka za robotiko, Kristina Savevska, se mi bo pridružila, in Ana Marija Hauptmann. Zdaj vidve bosta predstavili to, kar mene kar veliko sprašujejo v raznih teh intervjujih, ne, pa to, kdaj bomo dobili humanoidnega robota, da bo zlagal oblačila, ne. Vemo, da bo še nekaj časa trajalo, ampak vidve se pa prav s tem ukvarjata in bosta v vajini prezentaciji nam tudi to predstavili, in sicer kako izgleda učenje nekaj takšnega, ne. Tako da zdaj se bom jaz umaknila in bom dala besedo vama, tako da izvolite. Hvala, Maša.
Lep pozdrav vsem, tudi iz moje strani. Moje ime je Kristina Savelska in danes skupaj s svojo sodelavko Ana-Marija Hautman bova predstavili raziskave, ki jih delamo na našem odseku na Inštitutu Jožef Štefan na humanoidnem robotu Talos. Najprej bi začela z predstavitvo, bi predstavila naš inštitut, ki ga verjetno že vsi dobro poznate. Inštitut Jožef Štefan je ustanovljen leta 1949 in predstavlja vodilna slovenska raziskovalna inštitucija. Je imenovan po slavnemu slovenskemu fiziku Jožefu Štefanu, ki je znan po Štefan-Boltzmannovi konstanti. Na Inštitutu Jožef Štefan potekajo raziskave na različnih področjih iz naravoslovja ter inženirstva. Raziskava v robotiki pa poteka na odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko. Na odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko imamo več podskupin oziroma laboratorijev. Midve prihajava iz laboratorija za humanoidno in kognitivno robotiko, ker se ukvarjamo z humanoidnim in mobilnim robotskim platformam in razvijamo naprednih metod za višjih kognitivnih sposobnosti robotov. Potem imamo laboratorij za industrijsko robotiko, v katerem se razvijajo novih pristopov za uporabo v industriji za natančne ter učinkovitih nalogah. Potem imamo laboratorij za nevromehaniko in biorobotiko, kjer združujejo nevromehaniko, robotiko ter strojno učenje za preučevanje človekove senzorimotorične kontrole in razvoja sodobnih robotskih rešitev, kot so eksoskeleti za pomoč ljudem. Potem imamo laboratorij za kolaborativno robotiko, kjer se razvijajo varne in natančne in učinkovite metode za sodelovanje med robotom in človekom in za vključevanje teh robotov v človeških okolj. Tudi imamo laboratorij za okoljsko fiziologijo in ergonomijo, ki sodeluje z Evropsko vesoljsko agencijo pri raziskavah za izboljšanje zdravja astronavtov ter ljudi v ekstremnih slučajih. Del naših raziskavah si lahko tudi ogledate na dan odprtih vrat na naslednji teden, torej ste vsi lepo vabljeni naslednjo soboto, da si od blizu vidite del našega raziskovalnega dela. Na tem slajdu pa kažem samo malo del evropskih in nacionalnih projektih, ki trenutno potekajo na našem odseku. Ne bom šla v podrobnosti teh, ker trenutno gre za simpozij za humanoidno robotiko, torej se bomo fokusirali na laboratorij za humanoidno in kognitivno robotiko, iz kje midve prihajava. In sicer na slajdu so prikazani par različnih področij, v katerem raziskujemo, ter različnih robotskih sistemov, ki jih uporabljamo v našem laboratoriju. Zdaj bom predala besedo svoji sodelavki Ana-Mariji, da vam malo več pove o humanoidnem robotskem sistemu, ki ga imamo na našem odseku. Humanoidni robot, ki ga imamo pri nas, Talos, je razvilo podjetje PAL Robotics. To je podjetje s sedežem v Barceloni v Španiji, ki je bilo ustanovljeno leta 2004. Njihov glavni cilj je ustvarjanje prilagodljivih, po meri izdelanih robotskih platform in modularnih komponent. Danes pa se njihovi roboti pojavljajo že v več kot 30 državah po celem svetu. Na sliki lahko vidimo nekaj robotskih mehanizmov podjetja PAL Robotics. Tukaj zgoraj sta dve mobilni platformi. Njihov glavni namen je avtonomna navigacija in logistika. Ključno pri delovanju takšnih mehanizmov je to, da se zanesljivo gibljajo v prostoru, se med tem izogibajo oviram ter učinkovito delujejo v realnem okolju. Na desni strani vidimo 3 humanoidne robote, pri katerih je poudarek na dvonožni hoji in dinamičnem ravnotežju. Gre za zelo kompleksne sisteme, ki so zelo zahtevni za vodenje.
saj morajo med svojim delovanjem ves čas ohranjati stabilnost in usklajevati gibanje celega telesa. Nekakšen kompromis med tema dvema pristopoma pa sta ta robota spodaj. Gre za robota, ki imata mobilno bazo in humanoidni zgornji del. Taki roboti izkoriščajo prednosti obeh dveh pristopov in sicer ta mobilna baza jim omogoča stabilnost, humanoidni zgornji del pa jim zagotavlja možnost za interakcijo in manipulacijo z objekti. In robot, ki ga imamo pri nas na inštitutu, je tisti skrajno desno, robot Talos. Pa si bomo sedaj pogledali kratek predstavitveni video. Nekaj osnovnih tehničnih lastnosti v robotu. Talos je visok 175 cm in tehta 95 kg. Nosilnost vsake izmed rok je, medtem ko je popolnoma stegnjena, 6 kg. Njegova baterija mu omogoča do 3 ure avtonomnega delovanja v primeru, da izvaja naloge, pri katerih stoji na mestu, oziroma 1,5 ure, če se med izvajanjem te naloge še giblje po prostoru. Celoten sistem ima 32 prostostnih stopenj. Od tega sta 2 v glavi, 2 v trupu, v vsaki roki jih je 7 in še ena dodatna za prijemalo, ter 6 v vsaki nogi. V vseh sklepih ima tudi senzorje navora, ki nam omogočajo, da ga lahko vodimo tudi preko navornega kontrolerja. V gležnjih in zapestjih ima še senzor navora in sile, ki omogoča varno interakcijo s človekom. Vsebuje tudi inercialno mersko enoto v bazi in RGBD kamero. Celoten sistem pa temelji v okolju ROS, Robot Operating System. V našem laboratoriju se na področju humanoidne robotike ukvarjamo z različnimi področji raziskav. Nekaj jih je naštetih, to so globoko učenje za manipulacijo, dinamični primitivi gibanja, sodelovalne naloge in učenje s posnemanjem, spodbojevalno učenje, celotelesne manipulativne naloge in manipulacija deformabilnih objektov. Nekaj eksperimentov iz teh področji bomo tudi v nadaljevanju na kratko predstavili. Če pa se za začetek vrnemo korak nazaj in se najprej vprašamo, zakaj pa bi mi humanoidne robote sploh potrebovali. Kot sem že prej omenila, gre za zelo kompleksne sisteme, ki so v osnovi nestabilni. Njihova prednost pa je to, da okolje, v katerem ljudje delujemo, je prilagojeno našemu delu in gibanju in zato si želimo imeti mehanizme, ki bi se našemu okolju prilagodili. Ker v nasprotnem primeru, tako kot je recimo pogosto v industrijah, če bi imeli nek drugačen sistem, potem bi morali celotno okolje prilagajati, da bi se lahko ta mehanizem vključil. Poleg tega pa so humanoidni roboti zaradi svoje oblike tudi družbeno bolj spremenljivi in jih lažje vključimo v vsakodnevno uporabo kot neke sodelavce oziroma pomočnike človeku. In če želimo takega robota vključiti v človeško okolje, ga moramo najprej priučiti nekaj veščin. In tako kot recimo pri otroku, smo tudi pri nas začeli s Talosom najprej z nekimi osnovami. Eden prvih eksperimentov je bil, da smo ga naučili risati številke. To smo naredili tako, da smo razvili metodo, ki temelji na podatkovni zbirki ročno napisanih števil. Na podlagi te zbirke smo razvili nevronsko mrežo, ki iz slike, iz kamere, ugotovi, katero številko smo narisali na papir
nato pa robot z dinamičnimi primitivi gibanja to številko še sam nariše. Dinamični primitivi gibanja nam omogočajo učinkovito kodiranje trajektorij. Potem pa je bil eden malo bolj igriv izziv, in sicer na podoben način z dinamičnimi primitivi gibanja smo najprej zakodirali trajektorijo, ko smo s kinestetičnim vodenjem demonstrirali met žoge na koš. Nato smo strenirali nevronsko mrežo, da je robot najprej zaznal s kamero, kje se koš nahaja, in nato prilagodil določene parametre pri dinamičnih primitivih gibanja, da je žogo zadev v koš. In ker sem sedaj že pri dveh primerih omenila dinamične primitive gibanja, naj še na kratko razložim, kaj to je. Gre za metodo vodenja robotov, kjer zakodiramo trajektorijo od nekega začetnega do ciljnega položaja, pri čemer med izvajanjem te trajektorije ohranjamo obliko gibanja. In DMP-ji nam omogočajo enostavno spreminjanje posameznih parametrov. Če to razložim na nek enostavnejši primer, če želimo recimo robota naučiti narisati krog, mu povemo, kje je začetna točka, da potem sledi krožnici in konča v isti točki, kot je začel. In če ga to naučimo z dinamičnimi primitivi gibanja, lahko potem spremenimo na primer parameter hitrosti in bo robot ta krog narisal hitreje ali počasneje, lahko pa mu spremenimo samo na primer ciljno točko in mu povemo, da nariše samo polovico kroga, in brez da bi morali na novo ga učiti neko novo trajektorijo. In pri tem se lahko pohvalimo tudi s tem, da so v začetku razvoja dinamičnih primitivov gibanja k temu močno pripomogli tudi naši sodelavci v laboratoriju. Torej, zdaj smo videli, kako se robot lahko nauči neko specifično nalogo, kot je risanje številke ali pa metanje žoge, ampak v resnici hočemo, da si želimo, da robot zna čim več različnih nalog izvajati, ne. Zaradi tega smo razvili en sistem učenja z demonstracijo, s posnemanjem človeka in sicer človek pokaže neko določeno veščino, ki bi si jo želel, da robot jo izvede, potem robot posname to demonstracijo in jo prilagodi svojemu telesu, zaradi tega, ker človek pa robot nimata isto kinematiko pa isto dinamiko, torej mora prilagoditi svojemu telesu in svoji stabilnosti in lahko izvede ta gib bolj stabilno in bolj varno. Pri tem pristopu je tako zaradi tiste omejitve, da bi robot ostal čim bolj stabilen in čim bolj varen, je ponavadi določena demonstracija ni najbolj optimalna za določeno nalogo, ki jo hočemo izvesti. Zaradi tega je potrebno dodatno še prilagoditi ta gib, ampak s tem pristopom pa si omogočimo, da robot se nauči hitrejše različne naloge, ki jih samo posname iz svoje kamere. Z uporabo takšnega pristopa je eden od naših sodelavcev izvedel sodelovalni nalogi z robotom, in sicer je izvedel nalogo za predajanje predmeta robotu, je najprej posnel demonstracijo in s pomočjo kamere je robot napovedal trajektorije robota, trajektorije človeka in v realnem času je prilagodil svoje dinamične primitive gibanja, kot jih je Anamarija omenjala, da v realnem času uspešno prevzame predmet, ki ga človek podaja. Ta pristop je bil narejen s pomočjo nevronske mreže, ki je napovedovala to trajektorijo in se prilagajala gibanju človeka. In sicer, če se človek premisli vmes, če hoče podajati na kakšno različno pozicijo, robot bo to zaznal in prilagodil svoje gibanje na bolj gladek način.
Naslednji primer je tudi iz področja kolaborativne robotike in je nastal v okviru enem evropskem projektu Switch. Naloga je bila pomoč starejšim osebam pri ostajanju iz sedečega položaja. Zato smo razvili posebno metriko za stabilizacijo združenega sistema. V tem primeru smo imeli združen sistem človeka in robota in na podlagi ničelnega točka momenta, torej oziroma zero moment point v angleščini, ki je v humanoidni robotiki zelo pogosto uporabljena metrika za ohranjevanje stabilnosti, smo dodatno razvili metriko, ki bo uporabila ta isti pristop za združen sistem med človekom in robotom. Sam proces pomoči pa temelji na uporabi senzorjev robotov, senzorjev za sile, ki jih ima v zapestjih, torej robot zazna najprej silo, ko ga človek dotakne in izvede ustrezni gib, da uspešno pomaga ljudem vstati. Tukaj na videu se vidijo zaznane sile, torej ko se človek dotakne robotu in izvede ustrezni gib za pomaganje. Ta sistem smo dodatno razširili še z drugim robotom v zamki, tam v odzadju, in torej smo imeli teleoperacijo, pri katero, smo imeli teleoperacijo, pri kateri je teleoperator vodil humanoidnega robota prek bimanualnega robotskega sistema in pomagal človeku vstati. In verjetno ste že opazili, da sem večkrat poudarila pomen stabilnosti in to je zaradi tega, ker so v osnovi humanoidni roboti nestabilni sistemi. In lahko padejo tudi pri mehne motnje ali rahlo naravnega terena in verjetno ste videli tiste videe, ko roboti padejo, tudi če jih sem majčkeno porineš. Zato v humanoidni robotiki obstajajo klasične pristope za ohranjanje ravnotežja, ampak te pristope ponavadi temeljijo na zelo poenostavljenih modelih in ponavadi niso najbolj učinkoviti pri različnih motenj, recimo če hočemo statično ali pa dinamično stabilizacijo. Zaradi tega sodobni pristopi uporabljajo metode prek učenja in razvijanja naprednih strategij s pomočjo nevronske mreže za ohranjanje ravnotežja. In ker za moj doktorat raziskujem prav takšen pristop, bom malo bolj podrobno razložila eno metodo za učenje različne naloge in gre za spodbujevalno učenje oziroma reinforcement learning. Reinforcement learning, torej spodbujevalno učenje, je pristop, pri katerem robotu deluje v neko okolje in sprejema odločitve, za katere dobiva nagrade ali kazni. In glede na tiste nagrade ali kazni si posodobi svojo trajektorijo, svojo strategijo. V našem primeru je robot bil v okolju in je dobival zunanjimi motnji in glede na svojo konfiguracijo je poskušal ohraniti ravnotežje, ko je naredil neko slabo potezo, torej slabo odločitev, je robot padel in potem je dobil kazen. Ko je pa naredil dobro potezo in je ostal na nogah, je dobil nagrado in s pomočjo tiste nagrade pa kazni smo naredili strategijo, ki omogoča robotu, da ohranja svojo stabilnost pri različnih motnjah. V tem procesu smo uporabili sočasno učenje več robotov v simulaciji, zaradi tega, ker takšen pristop si ne moremo privoščiti, da bi ga naredili na realnem robotu, ker bo ves čas padel, ker v simulaciji pade nekaj milijonov krat.
S tem pristopom pa, ta pristop pa nam je omogočil, da se naučimo to strategijo zelo hitro, v par urah, v primerjavi teh ur v resničnem življenju pa pomenijo, ne vem, par mesecev izkušnje. V to simulacijsko okolje smo imeli, mislim, da 4000 robotov, ki so sočasno učili in so naučili optimalno strategijo za ohranjanje stabilnosti. Tukaj je predstavljena naučena strategija za stabilizacijo, in sicer v eno nevronsko mrežo smo združili različne strategije za ohranjanje stabilnosti, torej to so strategije za statično ali pa dinamično stabilnost. V robotiki se temu reče hip ali ankle strategy, torej strategijo za bokov ali pa gležnjev ali pa strategijo za korakanje. In pri klasičnih pristopih so to različne kontrolerje, ki jih moramo hkrati uporabljati. V tem primeru pa s pomočjo spodbujevalnega učenja smo to združili v eno nevronsko mrežo. In takšne naučene strategije so v simulaciji so delale zelo dobro, vendar pa simulacijsko okolje ni isto kot resničnemu svetu. In zato je večino naučenih strategij v simulaciji je potrebno še dodatno prilagoditi na realnem robotu. Da bi to pokazali, da je možno, smo najprej prenesli to strategijo v drug simulator, ki isto velja tudi za drugemu simulatorju, da dva simulatora nista ista zaradi različnih fizikalnih pogonov pa numeričnih izračunov. In s prenosom te strategije v drugem simulacijskem okolju smo pokazali, da se strategija lahko prenese zelo enostavno s pomočjo samo 4% dodatnega časa učenja v našem primeru. In torej to je recimo prenos takoj, ko smo se naučili v prejšnjem simulatorju, in potem, ko smo ga naučili, je robot zoptimiziral svojo strategijo. In zdaj, ko imamo razvite te najosnovnejše veščine, kot so stabilnost, lahko še dodatno razširimo te strategije za malo bolj smiselne manipulacijske naloge. Na levi strani vidimo en primer za dvig škatle oziroma težke predmete. V tem primeru je ta težek predmet bil tista motnja, ki se jo je robot naučil spoprijemati, v bistvu, ki se je naučil ohranjati stabilnost. Na desni strani pa vidimo še nekaj primerov za bolj atletske sposobnosti, ki so bili narejeni s Pala Robotics. Videa začela, ki v bistvu tudi usmerja svoje raziskave v to smer, torej v spodbujevalno učenje. In zdaj bom še enkrat predala besedo sodelavki Ane-Mariji, ki vam bo predstavila svoje raziskave na področju deformabilnih objektov, torej tiste zlaganje cunja. Torej, kot je že Kristina omenila, še zadnji projekt, ki je novejši projekt na našem laboratoriju, pa je manipulacija deformabilnih objektov. Kadar robot manipulira neke objekte, vedno predpostavi, da imajo te objekti neko stalno obliko, in pri togih predmetih, kot so na primer škatle ali plastenka vode, je lahko na tak način relativno natančno napovemo gibanje teh teles. Kadar pa imamo opravka z deformabilnimi objekti, kot so na primer oblačila, kabli ali kakšni drugi taki mehki materiali, pa se pojavi problem, ker se med rokovanjem s tem objekti ves čas spreminja njihova oblika. In zato ne moremo imeti nekega enostavnega modela, s katerim bi lahko predvideli, kako se bo ta predmet gibal. In to, da morajo roboti neprestano prilagajati svoje gibanje glede na trenutno konfiguracijo predmeta, v robotiki še danes predstavlja enega večjih izzivov.
In mi smo se tega izziva lotili na začetku z 2 sodelujočimi robotoma, Franka in Emika, ki sta prikazana na posnetku. Robota nalogo rešita tako, da najprej prvi robot poišče cunjo na mizi in jo pobere, nato jo drugi robot preprime, potem s kamero zajamemo sliko, v kakšnem položaju je trenutno cunja in shranimo trenutne konfiguracije od obeh robotov. To uporabimo kot vhod v nevronsko mrežo, na izhodu pa dobimo točko, v kateri mora prvi robot prijeti cunjo, da jo lahko potem skupaj razgrneta. Ta točka, ki jo dobimo na izhodu, vsebuje tako pozicijo kot tudi orientacijo. Naslednji korak v projektu pa je prenos aplikacije na našega humanoida. Robot Talos ima v primerjavi s sodelujočima robotoma nekaj prednosti. Glavna je ta, da gre za globalni robotski sistem, se pravi, ne potrebujemo dodajati dodatne kamere, ker ima Talos kamero že v svoji glavi, in tudi ni treba izvajati dodatne kalibracije, ker lahko to razdaljo med kamero in objektom oziroma prijemalom ves čas izračunavamo neposredno iz vrednosti senzorjev v sklepih. In še ena prednost Talosa, glede na sodelujoče robote, je ta, da če se cunja na mizi nahaja izven njegovega dosega, se lahko Talos preprosto premakne tja, se pravi mobilnost. Imajo pa humanoidni roboti pri takih nalogah tudi nekaj omejitev, in sicer delovno območje rok je pri takih robotih zelo omejeno. Pri sodelujočih robotih smo videli, da imata kar velik prostor, v katerem lahko obračata to cunjo. Se pravi, da verjetno Talos nikoli ne bo mogel zlagati XXL majic. In še ena omejitev je vidno polje kamere, zato ker ko robot drži to cunjo pred svojo glavo, je razdalja približno 30 centimetrov in zaradi tega ne more naenkrat videti cele cunje. In potem mora z glavo premikati gor in dol, da lahko zajame celotno sliko. In še zadnja omejitev, ki smo jo že večkrat omenili danes, je pa stabilnost. Na sliki se vidi, da ima Talos zelo take velike in težke roke, in ko obe stegne naprej, da preprime cunjo, moramo res paziti, da ohranja stabilnost, zato ker drugače bi se samo prekucnil naprej. Je pa to projekt, ki je še vedno v teku. Tako, to je bil zdaj kratek pregled naših eksperimentov v našem laboratoriju. Upoštevati moramo, da te eksperimenti niso neke končne aplikacije, in ravno to je bistvo raziskav, da se ukvarjamo z bolj osnovnimi izzivi, kot so gibanje, stabilnost, zaznavanje in interakcija. So pa za vsemi temi eksperimenti, ki smo jih predstavili, se skrivajo neke napredne metode, ki potem postopoma gradijo bolj kompleksne, zmogljive in zanesljivejše robotske sisteme. Veliko teh pristopov in metod se danes že uporablja v robotiki, še več pa se jih bo sigurno v prihodnosti. In še enkrat, kogar še bolj zanima še kaj več o našem delu ali pa želi te robote videti še v živo, še enkrat vsi lepo vabljeni v soboto na dan odprtih vrat Inštituta Jožef Štefan v Ljubljano. Hvala za pozornost. Najlepša hvala za vajin res tak izčrpen vpogled v vajine raziskave, sploh zelo aktualno. Veliko se pogovarjamo danes o aplikativnosti humanoidnih robotov, tako da bi zdaj dala pa še vprašanja publike. Sigurno imate kakšno vprašanje? Mene zanima, zakaj ste se na inštitutu odločili specifično za tega humanoida, ne pa kakšnega drugega podjetja, a je imel kakšne prednosti, ali je cenovno bolj dostopen, ali kaj je bil razlog? Tega robota imamo že skoraj 10 let. Mislim, da smo ga kupili leta 2017 in takrat je bil eden izmed najbolj naprednih robotov, ki smo jih kupili. Ki so bili na trgu, zaradi tega smo tega robota kupili in zaradi tega, ker naša skupina se zanima več za manipulativnih nalog in prav takšen robot je bolj primeren za kakšne manipulacijske naloge.
A se spogledujete s tem, da bi v prihodnosti, bližnji prihodnosti delali še s kakšnim drugim humanoidom, glede na to, da so zdaj pač toliko napredovali? Seveda. A imate kakšnega specifičnega ogledanega? Zaenkrat ne, ampak se spremljamo skozi, kakšne so novejše robotske sisteme, tako da si bomo primerjali nekaj. Hvala. Ja, jaz mislim, da je kar nekaj podjetij, ki bo kar z velikim veseljem vas zaposlilo, ne? Ker vidimo, da tudi v Sloveniji je kar nekaj podjetij, ki že ima humanoidne robote in seveda iščejo nekoga, da jih tudi kaj nauči, ne? Pa v bistvu za vsako specifično nalogo, ki jo bo robot opravljal, je pač čisto posebno učenje, ne? Drugačno. Še kakšno vprašanje? Ja, zdravo. Jaz sem drugače tudi elektrotehniko študiral, da sem malo tudi nevronske mreže sam sestavljal in pač mi smo to vedno uporabljali recimo PyTorcha, ne. In prosi v Pythonu cel ta model sestavil, lahko si določil layerje, vse število kanalov. Pa me zanima recimo za robota, ki je pa precej bolj kompleksen sistem, kako pri vas poteka to učenje nevronskih mrež, ker ste velikokrat omenili, da to počnete. Ali tudi opišete model v PyTorchu, ali ta proizvajalec slučajno zagotavlja nek njihov sistem, kjer lahko sestavljate nevronske modele? Zdaj jaz sem omenila spodbujevalno učenje in sicer pri spodbujevalno učenje je takšen pristop, da imamo zelo majhne nevronske mreže, ki bo delovali direktno na robotu. In v primerjavi recimo z ChatGPT-jem nevronske mreže, to so neprimerljivo majhne modele. In te modele lahko v bistvu treniramo na svojih osebnih računalnikov, drugače pa uporabljamo tudi PyTorch ali pa kakšne knjižnice, ki so narejene na podlagi PyTorcha in obstajajo različne metode za spodbujevalno učenje, ki so že programirani, tako da jih samo uporabimo za svojem. Seveda pa tudi razvijamo svoje metode in ja, seveda je vse na podlagi PyTorcha pa sami izvedemo. Kaj pa ti roboti, prej ste omenili ROS, ta Robotic Operating System, kako se v bistvu te robote programira? Izključno prek tega ROS-a, da v bistvu se programska koda piše, ali je, ja, no v bistvu to je, kako recimo se programira takega robota? Ja, večinoma vse prek ROS-a. Ja, torej Robot Operating System, ta ROS je način komunikacije direkt z motorjem robota in torej obstajajo različne recimo kanale v tem Robot Operating System, v katerem lahko pošljemo komando robota in motorji bojo zaznali to kot nek tok ali pa kot nek navor in bojo izvedli svoje naloge. Torej v tem Robot Operating System so že prisotni tiste kanali, pa lahko v bistvu pošiljamo prek teh kanalov naših nalog. To se tudi programira prek Pythona ali pa kjerkoli drug jezika. Kaj pa recimo, če bi zdaj zamenjali robota za neko drugo znamko, ali bi se ta način ful spremenil, način programiranja robota? Če je ta drug robot tudi programiran tudi na podlagi ROS-a, se ne bi spremenilo veliko, edino ime robota, pa ime sklepov, pa tudi, mislim, seveda imajo različna območja delovanja, tako da sem takšne tehnične podrobnosti robota. Ok, super, hvala lepa. Ja, hvala za vprašanje, hvala za vajine odgovore. Ja, tudi vse te robote, ki jih danes vidimo, naprimer na YouTube kanalu, ne, vidimo vsak v bistvu teden pride kakšen nov humanoidni robot ven, ampak moramo tudi vedeti, da vsi ti humanoidni roboti, ki jih vidimo, niti niso še za prodajo, ne. Še kakšno vprašanje?
Mene samo še zanima, če na inštitutu raziskujete tudi kaj v smeri hardvera ali predvsem softversko. Se pravi, če bi razvijali kakšen svoj leged sistem ali pa kakšen drug robotski sistem. Celotni LEGT sistem ne, razvijamo pa druge hardverske modularnosti za kakšne projekte, torej smo usmerjeni malo bolj proti softverskem razvoju, ampak če je potrebno za kakšen projekt, razvijamo tudi hardverske rešitve. Ja. Ne pa v celoti cel sistem. Hvala za vprašanje, hvala za odgovore. Še kakšno vprašanje? Zdaj imate edinstveno priliko. Aha. Živijo. A potem, a bi bil lahko končni produkt vaše raziskave tudi gospodarsko implementiran? A je to kakšna zamisel, bi lahko vi držali učenje robotov na potem specifične aplikacije, recimo v industriji, ne vem, skladišče, proizvodna, karkoli je tazga? Torej, celotni produkt, ker na Inštitutu Jožefu Štefanu v bistvu delamo raziskave in mi naše produkte ne prodajamo, ampak razvijamo metode, ki se bodo v prihodnosti uporabili v kakšne produkte, ki se bodo prodajali. Tega ne ponujamo, ampak delamo na kakšne specifične modularnosti, da bi se vse to nekako naredilo v nek skupni sistem, ki bo deloval v okoljih, v industriji ali pa v domačih okoljih za zlaganje cunja. Hvala za vprašanje, hvala za odgovore.